lep pozdrav tudi v mojem imenu. Vsekakor je dobro še enkrat z enim stavkom povedati, o čem je bistvo poročila, ki ga je posredovala komisija. In sicer gre za preiskavo v primeru Janeza Janše v času od 2004 do 2012. In sicer v tem času naj bi njegovi prihodki iz plač znašali 288 tisoč, komisija pa ugotavlja, da je v tem času njegovo premoženje naraslo za največ, oziroma za najmanj 210 tisoč evrov. Prvo vprašanje se postavlja, kako to, da komisija ne sledi zahtevam, vsebinskim zahtevam zakona o preprečevanju korupcije, o namenu tega zakona in te komisije, da namreč preveri premoženje pred nastopom funkcije in po opustitvi funkcije oziroma pred začetkom določenega obdobja in na koncu. Nikjer v poročilu ni ocene, kakšno je bilo premoženje pred letom 2004. Do takrat je že kakšnih 25 let gospod Janez Janša služboval, ni imel nizke plače, vedno je bil ali poslanec ali minister in verjetno je bilo kaj premoženja že prej. O tem ne duha, ne sluha in tudi ocene skupnega premoženja ob zaključku raziskave, torej 2012, tudi ne najdemo. Dalje, v ocenah se komisija spušča v nerazumljive podrobnosti, preiskovala naj bi premoženje, seveda večjih vrednosti, jasno, se pa sprašuje in problematizira, recimo, da Janez Janša ni mogel dokazati, iz katerih sredstev je plačal letalsko karto pred 4 leti. Jaz sem se ob tem zaključku zgrozil, pred 4 leti sem jaz šel v Kanado in jaz ne moram dokazati, kako sem to kupil. Jaz sem se tiste listke že zavrnil. Je to etično, je to moralno problematizirati na podlagi takih ugotovitev reči, da gre za izrazito koruptivno delovanje. Kot nek krovni dokaz za povečanje nezakonito pridobljenega premoženja, pravim nezakonito, je seveda v poročilu navedena transakcija oziroma prodaja posestva v Trenti, 1,5 hektarja velikega posestva na elitni lokaciji ob reki Soči z 3 gradbenimi parcelami oziroma kjer je možnost nadomestne gradnje. In sicer komisija ugotavlja, da je bilo to prodano za 10-krat večjo vsoto, kot naj bi resnično bila vrednost tega posestva. Nisem jaz srečal, nisem sicer strokovnjak za nepremičnine, ampak v tem času sem srečal mnogo ljudi, ki so to komentirali in so rekli, za tisto, kar zahteva in kar ocenjuje komisija, namreč, da je vrednost tega posestva bila od 13 do 18 tisoč evrov, jaz dam še enkrat več, takoj zdaj le prodam svojo hišo in kupim tisto za to ceno. Oprostite, nepremičninski trg, ki upošteva realno vrednost, tržno vrednost nepremičnin, se taki oceni smeji. In na podlagi tega graditi izjavo, da je pri tem poslu komisija ugotovila izrazito korupcijska tveganja in sum zlorabe položaja, je neresno. In ob taki oceni, ob takem poročilu, bi človek zamahnil z roko, no ja, sej nima komisija nobenih posebnih
pooblastil za zamenjavo predsednika vlade ali za kakršnekoli sankcije. No, ja, pač tako smo napisali in bi to zamahnil z levo roko. Ampak ni problem v tem, ni problem v samem tem poročilu in taki neresni obravnavi problema strani komisije. Problem je v nečem drugem. In sicer, če primerjamo vse dosedanje afere v zvezi z diskreditacijo Janeza Janše. Vse se odvijajo po istem scenariju. Vse imajo iste elemente pristopa in obravnave. Vse se dogodijo, vse te afere se dogodijo v zelo občutljivem izbranem trenutku. Vse imajo zelo populistično in bi rekel, zelo žaljivo, zelo trdo obsodbo Janeza Janše. Vse temeljijo na slabo dokazanem materialu oziroma so večinoma nekje globoko za lase privlečene. In vse se potem končajo brez efekta, ostane pa blato obtožbe. V Depali vasi v izredno občutljivem trenutku, takrat, ko je šlo za oblikovanje oziroma za vlado gospoda Drnovška in je bilo potrebno nek moteči faktor zamenjati, izgnati iz vlade. Takrat je bila obtožba, da seveda Janez Janša kot minister za obrambo pripravlja državni udar. Državni udar. Seveda, bil je zamenjan, potem se je izkazalo za smešno obtožbo, nedokazano smešno obtožbo. In sodni postopki so pač trajali, niso se končali, ker ne bi nič bilo nobenega izplena. Tako kot so trajali sodni postopki, umetno trajali, podaljšani z bilskim gajem, zaradi tega, ker bi tisti kreatorji te afere pač ostali prazni krog oziroma bi zmagala pravica, ne bi bilo možno drugače, če bi se zaključilo pravočasno. Dalje, če omenjam tudi afero 571 podpisov, da seveda za obtožbo, da je Janez Janša prevzel celoten medijski prostor. Smešna obtožba. A kdaj je lansirana? Lansirana tik pred začetkom predsedovanja Slovenije v Evropski uniji in poslana v tujini. Da ne govorim o Patriji, lansirana tik pred začetkom volitev oziroma pred volitvami 2008, zopet s smešno obtožbo neznanega dne na neznanem kraju, vemo, kako to gre, in zopet se vleče v nedogled že 5. leto, ker zaključek bo zagotovo oprostilna sodba. Ne more biti drugače, če smo še kaj pravna država. Zaradi tega verjetno kreatorji te afere želijo, da to pač traja toliko časa, da zastara, potem bojo pa rekli, ja, gotovo je bilo nekaj v ozadju. In sedaj to poročilo v času, lansirano v času največjih pouličnih zahtev po odstopu vlade. Ta permanentni linč seveda je vedno spremljan tudi z raznimi umazanimi aferami, od gradnje bolnišnice v Avstraliji pa do zastrupitve 1,5-letnega dečka Črtomirja v bolnišnici zaradi zastrupitve z uspavali.
Seveda, prej ali slej se vse to izkaže kot lažnivo, kot neosnovano. Kar najbolj skrbi pri teh aferah je, da so državne inštitucije instrumentalizirane v ta proces, v ta postopek, v to, prostite, paradržava, kajti nekdo za vsem tem mora vleči niti in organizirati ta pravo vsebino, ta pravi čas. To pa je tisto, kar je grozljivo. In jaz upam, da bo nekoč tudi javnost, slovenska javnost, širša slovenska javnost odkrila to bolezen slovenske tranzicije. Kajti to je tisto, kar nam preprečuje pravzaprav, da bi postali normalna država.